Kava s Červekom. Dobrodošli na še eni kavici z mano na Radiu 1. Tudi danes boste uživali, malo bolj rockersko razpoloženo, zato ker z mano je 1/5 Bigfoot mame, tudi gonilna sila, sploh kar se tiče tekstov in pa nizkih tonov, to je Alen Stržaj. Dobro jutro. Živijo. Zdaj sem se veselil tega prvega vprašanja, ki je za vsakega gosta isto. Kakšna je tvoja jutranja rutina? Jutranja. Jutro je pri meni relativno, ker se začne šele ob 2 popoldne. In potem so te zajtrki pa kavice jutranje tam do 6 popoldne. Pol ob 7 je šele kosilo. No, tako da več ali manj samo zdaj vsakič, ko vstanem, grem pred računalnik in preverjam pošto in začnem delati, sestavljati križanke. Kako pa to, da je tak bioritem? To je z glasbo povezano? Veš kaj, možgani, ki po noč nočejo spati, ki po noč vidijo vse in slišijo vse in hočejo biti aktivni in imajo milijon idej. In pa tam ob 6 zjutraj začnejo pa kinkati, tako da, ja. Nočne? Ja. Zanimivo. Tako, ko sprašujem, si rekel, a bomo lahko kavico, se pravi, kavica je pa obvezna. Kavica pa obvezna, s tem, da tako 2 do 3 na dan recimo, ne. S tem, da do 6 samo pijem zvečer kavo, zaradi tega, da bi po noč lažje spal, ampak ne uspe. Tako da spijem v 4 urah 3 kavice. To je pa to, no. To je pa to. Kaj sva se odločila, da bo DeLonghi Dynamica Plus kuhal? Ja, da probava espresso macchiato, ne veva, kaj je to. Noben ne ve, ker tega še dejansko nobenemu nisem delal. Evo, pravi sem, da moram narediti še tole. Se pravi, nekaj z mlekom bo. Evo, v redu. Zdaj bo pa sam naredil, kar je pa najbolj važno. Ampak mlek mora biti posebej, kaj? Mlek je prav posebej, ja, in se vse tudi sčisti stvar, veš, to je. In se bo oglasil, veš, tako da je fajn slišati. Samo mogoče boš, da daš, da gre noter, ja. Zdaj enkrat dela samo mleko. Ja, zdaj bo pa sprut zmlel. Ja, nič slabova v bistvu na začetek in sem zelo vesel, da v moje konce, ne. Otroštvo na Rakeku pri Cerknici. Ja, rojen sem v Postojni in sem prvih 9 let preživel na Rakeku, ker so živeli tam moji starši, stari starši. Mi so pa hodili v službo v Ljubljano, zaradi tega pa seveda, glede na to, da je bilo nam usvojeno, da bomo šli v šolo v Ljubljano, je bilo pol boljš, da smo se preselili v Ljubljano, s tem, da takrat so bile še te neke socialistični časi, pa so to neka ta stanovanja so dobili, pa tako naprej. In sem kar vesel, no, da so se preselili v Ljubljano, zaradi tega, ker Evo, izvoli. Bi bilo logistično, bi bilo zelo, no, se ti to bolj veš, ne, ampak... Ja, se v bistvu, zakaj pa ne Postojna, kar se šole tiče? Ker so imeli službo v Ljubljani. Okej, in se pol pač poveže, ne, ja. No, kako se spominjaš teh časov, teh krajev? Veš kaj, ko sem bil mlajši, sem se jih spominjal z nostalgijo. Danes mogoče niti ne več toliko, no, ampak spomnim se onega igrišča nad šolo, ker mi smo živeli čisto zraven šole, ne. In tam raziskovati tisto okolico je bilo kar pestro. Sploh tam na gor, na stari cesti, ker so bili v hišah sami stari ljudje in so potem umirali, ne, in takrat sem se prvič v bistvu užival, tako srečal za smrtjo, vsako leto skoraj, ker so bili toliko stari, da so umirali, ne. In to so bile hecne stvari, in ko so jokali, ne, takrat so imeli še mrliča doma in so imeli tako po 3 dni in so jokali, ne. In meni je bilo jasno, zakaj jokajo, oziroma jaz sem mislil, da jokajo zaradi tega, ker se bojijo, da bodo te mrliči ratali zombiji. Ne? Mater. To so malo zdaj strašljivi spomini za nazaj. Ne, pa še, dobro, ta problem sem imel tam nekje do najstniških let, potem pa sem fenomen smrti čisto začel dojemati, koliko je treba. Na normalen način, ne. Zanimivo. Ampak takrat si pa že v osnovni šoli začel pisati prozo in poezijo. Ja, to ni bilo več na Rakeku, ampak v Ljubljani, ja. Ampak je zanimivo to, da sem ta proza, ki sem jo pisal, ne, se je več ali manj dogajala na Rakeku. Čeprav sem bil že v Ljubljani, ne. To je kar zanimivo, ni to tipično recimo za osnovnošolca, pa mladega, tako res otroka, no?
Sej marsikaj, kar jaz v življenju počnem, ni normalno za normalnega človeka. Ampak, kaj pa vem, no? Bolj me je to vlekel, kakor pa rečemo, ne vem, avtomobili, pa ne vem, šport, ne. Edino, kar je za moškega normalno, da me je privlačilo, so bile punce, ne. In to pa že na Rakeku. A ja? So kakšni taki spomini? Ena sošolka je bila, sam, kaj češ, ne. Morda je kakšna moja soseda zdaj. Ne vemo. Moram malo poiskati okoli. Se pravi, že tukaj, že res zelo v štartu si začel gojiti ta talent glede pisanja, ki ga ohranjaš v bistvu še danes, ne? Ja, s tem, da takrat je bila res poezija, proza. Jaz sem, ne vem, ko sem bil v osnovni šoli, sem kar začel pisati roman, pa tako nek vojni roman in nekaj takega. Ki sicer pol, seveda, sem bil otrok in je preveč otroško, ni mogel to naprej, ampak sem se pa pol sproti, sploh v najstniških letih se je razvijal predvsem ta moj pesniški talent, ne. Ker sem veliko poezije takrat napisal, potem me je pa rock'n'roll pogoltnil, ne. Sem pa nehal pisati pravzaprav leposlovje, ampak sem samo tako, takrat sem bil takrat novinar, tako da sem pol bolj ta del pisal. Je pa pol čist naravno prišel ta talent za muziko, ne, se pravi, da sem pol začel pisati tekste za band, ne. Tako da zdaj zadnja leta je pa spet ta moj ta ustvarjalni del spet bolj poetičen, manj rock'n'rolla, več neke, ne vem, te pesniške, romantične duše, no, več romantike, recimo. A je slučajno filozofije tudi, no. A je kakšna ta pesenca, proza prišla do komada pri Big Foot Mami morda? Seveda, da je. Ja? Ja. Komad Plameni iz zadnje plošče je bil napisan pravzaprav že takrat, ne vem, leta 90. Sicer ne v taki obliki, Ja? ampak pač prva zasnova oziroma Zametki, ja. In to jih je kar nekaj bilo, ne, tudi zdaj v bistvu, ker zdaj, ko delam, črpam iz te svoje poezije. Zanimivo. No, sej do Big Foot Mame bova absolutno še prišla, ne. Me pa zanima, kje te je pol začela privlačiti glasba? Sva tu tudi v najstniških letih ali je tu že kaj prej se kazalo? Mi smo imeli doma piano, ne, ki ga je foter igral, ne. On je igral v nekem komercialnem ansamblu, za plese so igrali takrat, a ne, predvsem po Primorskem, in on je bil pianist, se pravi klaviaturist, a ne, igral orgle in tako naprej. Mene so pa bolj vlekli bobni, ne, že od vsega začetka, ker smo imeli doma gramofon in smo poslušali one plošče, pa to male od Abbe do Boney M do ne vem kva. In mene so bobni blazno privlačili. Zakaj? In ne vem, zakaj, res, dobro vprašanje, ne vem zakaj. In me je on parkrat peljal na vajo svojo, ne. Tam jaz, ko sem bil tiste bobne in pol so me enkrat posadili za tistim bobnom, star sem bil, ne vem, 5-6 let. In sem rekel, to bi mogla biti moja prihodnost, ne. Ampak, ne, je rekel, a greš v glasbeno šolo? Sem rekel, grem, če so bobni. Prav za bobne pa ni glasbene šole. Ker oni želijo, da bi jaz to klavir pa tako, ne. Pa sem rekel, pa ne grem. Tako da se pol nisem z glasbo ukvarjal do najstniških let, ne. In ko si najstnik, pa ponovadi samo od sebe pride ta vzgib. Ja, to je pa res, ja. Rock'n'roll rata kar tako neka himna, če lahko tako rečem, ne. Privlači. Ja, mislim, za ta najstniški izraz je zelo primerna forma, ne. Ja, res je. A je to res, to moram sam preveriti, da si dejansko prešaltov na bas, ki ga še danes igraš in obvladaš, prav zaradi Big Foot Mame oziroma tam je primer Jožeta Habole? Ja, jaz, ko sem potem, tako kot sem rekel, da sem začel v najstniških letih spet zanimati bobni, sem nekako imel to srečo, da sem kupil si svoje prve bobne slučajno od človeka, ki mu je ime Jože Habola, mi da se nisva poznala prej. In sva bila bobnarska kolega, pa tako naprej, pa sva se nekaj obiskvala.
In je on enkrat videl, da jaz tudi nekaj igram pač bas kitaro, oziroma da se učim nekaj kitaro. In potem, ker je on rabil, ki je bil kot mama rabila nadomestnega basista, je kar mene poklical, ker je pa si zanč nekaj igral. In sem rekel, ja, dobro, ampak jaz toliko ne znam spet, no, bom probal, nekaj sem naučil, pa to, no, pa me je pa to toliko noter potegnilo, da je bila to ta moja usodna pot. Usodna, ja. In sem bobna prodal in kupil bas kitaro. Da bi pa kitaro, to je tista glavna, se mi zdi, da če recimo iščeš punce ali pa neki zmeri kitarista, veš, ne. Bobne. Zato sem iz bobna vprašal to na bas kitaro. Kaj pa vem, no, mogoče moraš imeti kot kitarist ta ego, ne, solo kitara pa mora biti malo bolj, ne. Mi basisti smo bolj v pozadini, kar je čisto okej. In recimo jaz bolj uživam, ko igram samo en ton, da dajem podlago kitaristom, da se oni tam spršijo, a ne. Je meni to večji užitek, ne, večji... A res? Ja, res. Ti ni ono, so komadi od Bigfoot Mame, sploh tisti te prvi, ne vem, zdaj mi gre po glavi, bolj kakšna krila, kaj dogaja, tam greš kar... Nisem en ton, ne? Ne, ni, ampak hočem reči, da, ker si mi vprašal, zakaj ne kitara, da bolj uživam v bas kitari, tudi če je v pozadini, kot pa, da bi pač se jaz tam neki, to je za 6 strunarje, da grejo, a veš, pa se tam kažejo. To je bilo drugače dosti posnetkov, sam sem tudi igral v bendi, pa zato malo poznam te stvari, pa zrastel z Bigfoot Mamo, seveda, da je bil zmeri problem pri basistah to, da so pač sam statični tam zadaj in tako en ton in ni nič. Ostal band, basist pa tam. Ja, v tvojem primeru to ni. Ni čistko, no, ja, res je. Ampak to je pač vloga basista, ne. A veš, on mora bolj... Podlaga. Podlaga, ta groove mora on držati in mogoče zaradi tega nima toliko cajta se naokrog meteta, ne. Pa bi se povezava spet z bobne, ne? Ja, seveda, mora slediti si, ne? Ja. No, edino mogoče zdaj, malo več si zdaj privoščam, odkar imam daljinca, nisem več na kablu, ne, in lahko malo bolj okrog hodam. Predvsem pa recimo je več tega, jaz imam še en band, Iron Maiden Tribute Band, ki se imenuje Iron Maiden. Tam pa pri Iron Maiden je pa bas bolj v spredju. Tam je pa nors. Tako, ja. Tisto je pa kar next level. Če se vrnemo nazaj, se pravi, kupil si najprej bobne od Jožeta Habola, ki je tudi še zmeri bobnar pri Bigfoot Mame, tam zamenjal bobna za bas. Tukaj se pravi direkt tudi z basom začela zgodba o Bigfoot Mame. To je to. Ti si direkt pol v to. Ja, pravzaprav direkt, ja. Bilo je tako, da je on rabil, oziroma Bigfoot Mama, takrat je bila še JLA vojska, so mogli iti fantje v vojsko še, glih zadnja generacija. No in ta basist je šel po prvem koncertu, ki ga je Bigfoot Mama imela, je šel v vojsko. To je tudi zdaj, si še vedno igra, ne? Zdaj se ne morem spomniti, kdo. Ja, to je Robert Sršen. Tako. Igra pri Rock Partizanih zdaj trenutno. No, on je bil prvi basist Bigfoot Mame. No, on je šel v vojsko in zato je mene Jože poklical, da dokler on ne pride, ker to takrat se je šlo za 1 leto v vojsko, ne? Da bi jaz njega nadomeščal, no in je on se predčasno vrnil, samo pol leta je bil, ampak je pa tudi igral samo še par mesecev, pa je šel ven iz benda, no pa je pa Jože mene poklical za permanentno. Je pa zanimivo to, da prvi koncert, ki sem ga jaz imel v tem času z Bigfoot Mamo, je bil v festivalni dvorani in sicer 31. januarja 1991. En dan prej, 30. januarja, so v festivalni bili nemški metalci Kreator. Ja. Jaz sem bil blazen fan in sem šel na koncert. In vidim oder čez celo širino dvorane, ne. Sem rekel, naslednji dan pa mi tam igramo, ne. Sem rekel, to bo hud oder, to bomo ne vem kva, ne. Pridemo mi naslednji dan, ja, ni bilo tega odra več, je bil sem še en tak mehen podestek ob strani, no in takrat sem ugotovil, da bo pot do velikih odrov še dolga in trnova. Ja, vse je res, vse, kar se je dogajalo z Bigfoot Mamo v vseh teh letah, je za na film, ki na srečo je bil tudi že narejen. Če se še mičkeno dava stran od Bigfoot Mame, že sam se tudi omenil, izga leta, ki si začel z Bigfoot Mamo, 91. si šel tudi potem za novinarja študij, ne? Tako. Na FDV. Ja. Kako si pa to potem napletel? Vse je logično, ampak... Ja, ni bilo, mislim, logično. Jaz v srednji šoli
sem imel v bistvu en tak paradoksalen problem. Mene je sicer šola šla dobro od rok, ampak jaz sem jo sovražil in nisem vedel, kaj bi šel študirati, ker mi nič ni zanimalo od tega, kar smo se tam učili. Edino, kar se mi je delalo smiselno, je bila filozofija, ampak to nekako imam težavo, ker ne rad berem, to knjige, sem raje Atlas bral, recimo Atlas je bila moja najljubša knjiga. In hotel sem potovati, hotel sem pisati in nekako to je nekako pol rezultiralo v tem, da sem šel novinarstvo študirati. Tle še muzika še ni bila, tako da bi bilo... Glih je bila. Ja. Si prav... Sam da takrat recimo, jaz sem muziko takrat imel kot hobi, jaz nikoli nisem mislil, da bom kdaj živel od muzike ali pa da bom kdaj, ne vem, popularen ali pa ne vem, da bo to moje življenje, Takrat si šlo študirati, ker si mislil, da bo to pač tvoja služba, novinarstvo, muzika pač kot hobi za zraven, ampak pa so se stvari tako obrnile, da je postalo obratno in pravzaprav danes nisem več niti novinar več, samo še glasbenik. Pa je bilo težko balansirati zdaj študij in te začetke z Bigfoot Mamo? Absolutno ne, zaradi tega, ker študij je bil čez teden, koncerti so bili pa konc tedna, tako da... Ni, da bi kaj šola zaradi tega trpela ali pa kaj? Ne, ni. Da je bilo recimo malo divje, pa tako rečeš, zdaj pa ne gremo. Divje je bilo, divje je bilo tudi v šoli lahko, pa smo jemali šolo bolj tako mogoče malo z levo roko oziroma tako, nismo kaj dosti... Rock'n'roll je bil bolj pomemben kot šola. To je bolj privlačen, ne? Ja, absolutno. Čeprav se nisem pustil, sem tudi v šoli, mislim na faksu tudi, smo kaj zganjali, kakšne hudobije, tako da je bilo kar zanimivo. Ampak je pa fora v tem, da sem si tak faks bral tudi zaradi tega, ker je bil lahek. Na nek način Teksas, Kar vem, da še danes velja, FDV, ne? Se pravi, sam si že rekel, delal si že kar dolgo let, bi si kot novinar, ne? Kakšno ti je to delo? Glede na to, da smo zdaj tudi v takme fohih. Na začetku mi je bilo nekako normalno, ker sem bil jaz tisti, ki sem izpraševal, delal intervjuje. Pa se je pa to začelo križati, ker sem jaz tudi, ker smo z Bigfoot Mamo ratali medijsko prepoznaven band in smo imeli veliko intervjujev, tako da sem se znašel na obeh straneh, kar je pa mogoče malo navzkrižje interesov, ker kot glasbenik drugače razmišljaš o medijih kot novinar, in se pravi to, kar sem jaz želel kot novinar od mojih sogovornikov, meni ni bilo všeč, ko so novinarji želeli od mene. Tako da je bilo tle kar tako malo, ampak sem imel to srečo, da sem na koncu pristal v Fine Mediju in ni bilo nobenih teh pritiskov, da je treba neke štale delati, neke afere, neke ne vem kva, ampak sem dejansko lahko res pisal o muziki in delal intervjuje z domačimi, tudi tujimi glasbenimi zvezdami, od Metallice, Slasha, Deep Purple, R.E.M. Kako pa je s takimi recimo delati? A veš, z mojega vidika, že ko se tako pogovarjam, s tabo, čist primer, Bigfoot Mama, ker sem z njo res zrastel. V glasbene šole, v osnovni sem prišel, s fršterkerjem pa s kitaro, pa sem naredil, veš, za to, da to je to. In je že meni fan, veš, tako, pa da delaš z Metallico, pa s takimi... Ja, sploh če delaš z takimi, ki si bil fan, Ampak to je zelo so različne izkušnje, odvisno. Recimo, jaz sem bil Metallica fan, ampak se mi je glih, recimo, ta pevc se mi je zameril, recimo, ker so bili oni tlele, recimo, v Ljubljani, so meni dodelili, da imam jaz intervju z njim. In jaz sem prišel, jaz sem ga čakal in on pride, in sam pogleda in nič ni rekel meni. Samo obrnil se k svojemu temu PR človeku in ga je nadrl kot psa in šel. Sem rekel, to pa zdaj nekaj ne bo v redu. In pride ta človek do mene, prav, sorry, veš kaj, malo smo se zmotili, on daje intervjuje samo za televizije, ne pa za časopise. In zaradi tega on znoro, takrat ima on še težave z alkoholom pa vse. So rekli, imaš pa lahko intervju z kitaristom, s Kirkom Hammettom, So rekel, super, on pa čist drugo, on pa hipi, tako kot jaz.
ja, imate lepe gore, koliko je telefon, ja, seveda lahko me vprašaš, kar češ, ono. Tako da zelo različne izkušnje. Zanimivo. Tako da, kakšni se ti bolj vtisnejo, mislim, kot ti boljši vtis pustijo kot drugi, recimo tale pevec skupine Spandau Ballet je bil zelo super, Slash je bil tudi. No, kakšen je bil Slash? Ja. Ja, Slash je bil tako, ne, tak Američan, ne, briga ga, ja, on lepo pač pove. Kdaj je bilo to? Je bil že v treznem stanju, če rečem? Mislim, da je bil v treznem stanju, oziroma takrat ni bilo Guns N' Roses, ampak je bil ta Velvet Revolver. Revolver, ja. In znaš, tako rečeno mi je bilo, naj ga ne sprašujemo o Axlu, a ne. Valjda, občutljiva tema. In zdaj pa, kako bi jaz zdaj to nekako vseeno probal umeti to temo, ne, je bilo pa tako, da sem to zakamufliral, tako da ga nisem vprašal direktno o Axlu, ampak sem ga spraševal o njegovih pevcih, sedanjih in bivših, in je pač tako naneslo, da nekako sva kamuflirala to v odgovor. Ne. Pa si bil kdaj živčen pred takimi intervjuji, s takimi zvezdami, ki so res svetovnega kova? Ja, recimo Lenny Kravitz je bila zanimiva izkušnja. Lenny Kravitz je pa on pa ne mara novinarjev, ne. Res? Ja, ampak on daje intervju, ki ga pač more, in ker ima slabe izkušnje z unimi pač paparaci iz Amerike, a ne. Ja, on je zelo zadržan, tako sva sedela, zelo zadržan, pač mora odgovarjati, zelo kratke odgovore dajal, tako da v bistvu sem jaz z vprašanjem več povedal kot on, ne. In tako zelo nezaupljivo, zelo zadržano, ampak v redu, a ne. No, pa se pa midva končava intervju in potem pa jaz rečem, jaz imam samo še eno vprašanje, ne. Daj mi ti povej, kako ti dobiš sound tega svojega basa ven, ne. Ker on sam snema bas v studiu, ne. No, pa rekel, si ti tudi basist, rekel tudi. No, pa se je pa odprl, pa ja, tako naprej. Tako da sem ugotovil, da je boljš biti njihov glasbeni kolega, kot pa novinar. Ja. Zanimivo. Bi rekel, da je delo novinarja težko? Jaz mislim, odvisen, kakor si ga vzameš, pa predvsem odvisen, na kakšnem delovnem mestu si in v kakšnem položaju, se pravi nadrejeni, podrejeni, a ne. Jaz sem bil priča v 90-ih letih, ko se je začela ta medijska scena komercializirati, turbo komercializirati, in sicer ful se je razvil ta rumeni tisk, ne, in to je začela se pol konkurenca med cajtangi in so se začeli vršiti taki pritiski, ker je bil boj za vsakega bralca, in se je ugotovili, da pač bolj so brane te rumene stvari, a ne. Tle sem pa jaz pol imel problem, ne, ker tle pa jaz pa novinarstva ne vidim kot neke take zadeve, kjer je na silo treba razkrivati neke afere, ki jih ni. Mene je bolj zanimala glasba, pa bolj ta pač umetniška plat, ne, tako da sem pol mogel zamenjati delodajalca. Tako da pa sem pa v bistvu užival, no, dokler me niso odpustili, ker pač nima več denarja za honorarce. Okay, se pravi, če uživaš v tem, je to načeloma ne sme biti težko, ne? Ampak jaz sem imel to srečo, da sem pač imeti intervjuje z glasbenimi zvezdami, to je v bistvu užitek, ne? To ni neki vojno poročanje, ki si ogrožen od, ne. Tako da je pa res, da se nisem spuščal v težja novinarska dela, ker mi ni bilo treba, ker sem živel hkrati tudi od muzike. Ne? Ja, si lahko pač oboje miksal, ne? Ja. Če bo še hotel kafe, sam res? Ampak da bi probala eno drugo. Čakaj, zdaj ga kar malo dejva stran, veš, ker zdaj se bo še užgala voda. Bova pa eno drugo. Užgala se bo voda. Zdaj le bo voda, veš, ki jo sprot prečistim. Okay. Pa da boš mu strane voda noter. Te cajt mi sam še tu povej, kar se tega novinarstva tiče. Na kateri strani ti je lažje? Da si spraševalec ali tako, da ti odgovarjaš? Ja, da jaz odgovarjam. Res? Seveda, zaradi tega, ker mi ni treba misliti, kako bom speljal intervju, pa kaj bom, ampak sem pač... Zakaj ti je to čudno? Mene so nedolgo nazaj, sem imel tudi nek intervju, pogovor na tako varianto in sem točno tu vprašanje dobil in jaz sem dosti rajš tle, kako res? stran. Ja. Zanimivo.
ker tukaj sprašujem, pa brskam, tam moram pa jaz govoriti. Je malo drugačen. Bi bil še kdaj novinar? To je pa dobro vprašanje, ki mi ga še noben ni postavil. Pravzaprav sem zdaj kar vesel, da sem se malo losil tega, no? Novinarstva. Bi mogoče še bil, ampak občasno sem še, ne? Ampak to tako, recimo, ne vem, 3-krat na let napišem kakšen članek in ga prodam, ampak niti ne o glasbi, ampak recimo jaz veliko potujem po svetu, ne? In potem, če sem v kakšnih takih krajih, kjer se zgodijo zanimive stvari, ki so za v časopis, jih pol objavim, ne? Okay. Tako da to mi je res užitek. Da bi pa zdaj rutinsko mogel vsak teden nekaj zdaj se zmisliti, pa nekaj napisati, pa zdaj nekoga klicati, pa to pa... Ne, zdaj sem se usmeril v sestavljanje križank. To zdaj delam, ja. Jaz bi rekel, da je zahtevno. Je, ampak to je tako meni, kakor da bi Tetris igral cel dan. Res? Ja. Malo sprostitev še. Ja, absolutno sprostitev. Pa zmer zmagaš, ne? Zmer zmagaš, ker zmer tako pa drugače sestaviš križanko. Pa jih objavim, pa dobim še nekaj malega plačan, tako da nekako mi ni hudega, no, bom rekel. Dobro. Preden nadaljujeva, kaj skuhava? Deva pogledati, kva imamo še. Deva eno long, no. Eno long? Ja. Evo. A je ta z mlekom, ja? Ne. A ni? Ne. Dobro, Ga bomo pa dodali, veš, ni noben problem. Zlile. Oziroma pride malo tako... Edin, veš, kaj sva prej pozabila? Malo sladkorja. Ja, lahko imamo pa tudi cukrček. Ja? Lej, bova pa tako naredila. Zdaj te bom jaz nekaj vprašal, pa bom skočil ga iskat, ker ga imam tamle. Dobro. Povej mi še to, ker sam si navezal, da ti je bilo zdaj cool, da si šel stran od novinarstva, a se ti je glasba kdaj mal, bi pa jaz morda res rajš delal normalen job, če tako rečem. Daleč od tega. Se pa govor. Daleč od tega. Mislim, jaz toliko uživam v tej glasbenem delu, da pa ne vem, meni se zdi lažje, ne? Meni se zdi ful lažje biti glasbenik, ne, kot novinar, ne? Ker se bolj lahko prepustiš nekim trenutnim vzgibom, lahko si več dovoliš, nisi toliko ukalopiran v sistem, kot si kot novinar, ne? Lažje zdaj, ker je Bigfoot mama že res uspešna, ali prej nazaj, ker imaš tudi kakšne roke, tle mora ta album dati. Rajš imam rok, da album izdam, kakor pa da napišem članek. Pošteno. A veš, ko delaš muziko, res iz sebe izhajaš, ne? Ja. Ko delaš pa, ne vem, za časopis, ne, moraš pa izhajati iz bralstva, ne vem, kaj želi urednik, kaj želi bralec, kaj prenese časopis. Razmišljati bolj tako, za druge, ne? Tako. Glasba je pa samo tvoja. Omenil si tudi že, da zelo rad potuješ, ne? Azija, Amerika, Evropa, Afrika. Kaj te tako veseli pri potovanju? Mislim, da sem zdaj ful vprašal, da je tudi ful nekaj narobe, ampak... Ne. Zanima me, kako se svet spreminja, ko potuješ, recimo, ne vem, če greš po kopnem iz Ljubljane do Hongkonga, recimo, ne. Kaj vse možeš skozi, kaj vse vidiš, kako se spreminja narava, družba, kultura, vera, ljudje, prideš v stik z različnimi ljudmi, različne izkušnje, različna mentaliteta. Predvsem, recimo, že od malega me fascinira to, da na drugem koncu sveta živijo ljudje, ki izgledajo drugače, govorijo drugače, pišejo drugače, jejo drugače, s palčkami recimo, jejo drugo hrano, imajo čisto drugo, ne vem, kulturo, mentaliteto, vero, ampak še vedno oni preživijo normalno kot mi, recimo, s tem, da imamo mi predsodek, da so oni, ne vem, ali zaostali, ali da so, ne vem, kaj. Da smo mi nekaj več v bistvu. Ja, tako, ali pa recimo, ne, da so oni, spomnim se recimo, Iran, ne. Ja. Da sem prišel v Iran, takrat sem prišel jaz z nekim predsodkom, ker sem ga pač, mi smo v 80-ih letih skozi poročilih poslušali, da je to islamska država, fundamentalistična, terorizem, neka mudžahedini, neki skrajneži. In sem šel nekako s tem predsodkom dol, si bil previden in res so me napadali z vseh strani, ampak ne,
fundamentalisti, ampak tako prijazni ljudje, ki so me vabili k sebi domov na kosilo, ki so mi, mislim, tako veseli, da vidijo, ne vem, tujega človeka in da mu oni lahko iz prve roke pokažejo ali pa povejo, da ni tako, kot nam prikazujejo mediji na Zahodu. Ne? In to sem se jaz prepričal in takrat sem zgubil v trenutku predsodek, takrat sem videl, da imamo mi tle, da smo čist omejeni v neko drugo mentaliteto, ki se ti odpre, če greš potovati in iz prve roke vidiš to kulturo. Bi rekel, da je pol Iran lih ta najbolj zanimiva stvar, ki si jo doživel? Ali? Ena najbolj zanimivih, ena najbolj bizarnih tudi, ne? Ker tam jaz sem hodil takrat še niso bili vajeni turistov, ne? Ja. In jaz sem hodil, sploh pa ne, doma moški dolge lase, ne? Meni ustavljal se je promet na cesti, ljudje na gradbišču, stresel uno, ki je videl mene, sem takole obstal in me gledal. In vsi so me gledali. In so tako name kazali in se smejali mi, ne. Kaj je zdaj narobe? In pa en tip pride do mene, zakaj se mi vsi posmehujejo? Prav zaradi tega, ker imaš dolge lase, ne. Ja, in ne. Ja, to je njim bizarno, ne. Samo ženske imajo dolge lase, ne, moški nimajo dolge lase. A kaj si ženska, ne? Mislim tako, ne. Ampak njim je bilo to fascinantno, da si nekdo upa, da si moški upa, ja, in to je bilo njim fascinantno. Ne. Tako da sem tam srečal samo pozitivne izkušnje, dobre ljudi, niti ene slabe, res. Na drugi strani pa recimo, ko sem prišel v Indijo, pa ravno obratno, ne, sem mislil, Indija, bogata zakladnica duhovne kulture, ne vem kva, me je pa razočarala totalno, ker tam je pa samo denar, samo gonja, nategovanje na res take pritlehne načine, pressing, tako da, ja. Čist kontra, kar predvidevaš. Glede teh potovanj sem se pogovarjal tudi tukaj na kavici z Bitom Severom, ki dosti potuje okoli, in sem ga isto vprašal, a je pa nas pol še zmer tako lepo, ki pravimo, sej, a veš, greš ven, pa vidiš te stvari, pa rečeš, stari, v Sloveniji imamo marsikaj pošlihtano. Kljub temu, da smo, a veš, ne. Ja, res je to. Jaz vsakič, ko sem prišel iz poti, pa sem bil na Himalaji, pa ne vem kje, pa v Srednji Ameriki, pa ne vem, na Papuji pa to. Lepi kraj, ful, fajn ljudje, ampak še vedno, ko sem prišel domov, sem rekel, Slovenija je najboljša in najlepša država na svetu. Mogoče zaradi tega, ker je toliko majhna in ni mogoče toliko presinga, kot ne vem, v neki Indiji ali pa ne vem. Ima to dobre lastnosti, to, da se vsi poznamo oziroma, da smo majhni. No. Mogoče sploh kar se tiče za muzike kot band, ne. Biti band mogoče v Ameriki, tak band, kjer je milijone bandov takih, je verjetno težji kot pri nas, ne. Imaš pa verjetno isto, če tako rečem, isto število poslušalcev lahko, ne, kakor jih imaš pa tle. Sam ja, je pol tle avtomatsko težje uspet, ne? Ne, tle je lažje uspet, zaradi tega, ker je trg manjši, je pa težje se obdržati, zaradi tega, ker če ti izgubiš malo ljudi, ne, je to v bistvu velik procent glede na... Ja. Ja, to je res, ja. A te je kdo drugače na teh potovanjah prepoznal zaradi Bigfoot mame? Da je bil prav kakšen tujc, da je dejansko zaznal... Tujc ne, sej tujci ne poznajo Bigfoot mama, ne, sej tujci. Sem že take slišal, da... Ja, sem tudi jaz slišal že, ja, ba je nekdo v Hollywoodu, da tudi posluša Bigfoot mama. No, vidiš. Ampak... drugače pa jasno, da ne poznajo, glede na to, da sploh, ker mi igramo, mislim, povemo v slovenščini in tudi imamo ambicij, da bi, ne. Ni da bi šli pol ven prav, ne. Kar se še teh potovanj tiče, kolikrat na leto to greš? A je to na leto ali si razdeliš, rečeš, da grem na 2 leti tja pa tja? Če je COVID, pa je ničkrat. Ne. Drugače pa rečemo, ne vem, mogoče zdaj zadnje čase dvakrat, mogoče 3-krat, ne več za, ne vem, 2 meseca, koliko sem šel v Afriko enkrat, ampak tako bolj za 3 tedne. Pa s tem, da grem v tiste kraje, kjer še nisem bil, ne. Nisi, da se vrneš, tle pa tako lepo grem pa še enkrat, ja. To sem enkrat naredil, v Nepal sem se vrnil, pa drugič ni bilo toliko zanimivo, pa tako da
Jaz bi rad videl vse države sveta, to je moj cilj. To sicer tega ne bom verjetno nikoli uresničil, ampak... Koliko pa jih je še ostalo? Ja, več kot polovica. Zdaj sem nekje na 60, po mojem. No, sem že to je kar impresivno. Ja. Ampak to ni še nič proti temu, kar si jaz želim. Tako da. A si tudi na teh potovanjih, vem, da si pisal članke, tudi sam si že rekel in pošiljal, če je kaj zanimivega se zgodilo, a si na teh potovanjih tudi pisal svojo knjigo? Pišem zdaj pravzaprav, oziroma pisal sem jo vedno sproti, sem pisal dnevnik. Ne vedoč, kaj bom s tem nekoč naredil in prav zdaj v bistvu to pretvarjam v knjižno obliko, ker je toliko enih zgodbic, pa toliko enih zanimivosti, da se bere kot en dober road movie. Tako da delam na tem, ja. No, in smo odgovoril, bi se na vprašanje, če boš napisal še kakšno knjigo. Več kot očitno. Ja, jaz upam, napisal jo bom. Zdaj pa, če bom izdal, jaz upam, da ja, v nekem doglednem času. Tukaj se navezujem na tvojo knjigo, pa ste vi normalni, ki si jo pred 2016, če se ne motim, 2015 izdal. Tukaj je noter opisano dosti tega glasbenega življenja, ne? Ja, pravzaprav je to knjiga o Palčku, mojemu kolegu, to je resnična oseba. To so zgodbe, ki govori on iz svojega življenja. Glede na to, da so se srečala tudi v biznisu skupaj, se pravi v tem glasbenem poslu, je nekaj skupnih teh točk. Drugače je pa to v bistvu knjiga o njegovem življenju in njegovih dogodivščinah, od tega, ki je treniral podvodni hokej, do tega, ki je pač, ne vem, študiral v Angliji, pa šel gledati Sončev mrk na Madžarsko, pa Pripetlaje, pa tako naprej. Tako da to je v bistvu njegove zgodbe. Ta knjiga, ki bo pa od moja izpotovanja, bo pa pač moja. Zdaj razmišljam, če vam malo zafilozofirati. A bi rekel, kar se tiče, govoriš o glasbi, pa se prav tukaj knjige. Zdaj sem sam pri sebi toliko zafilozofiral, da še vprašati ne znam več. Vem, kako je, če si novinar. Res ne znam prav vprašati, pa ja, se bom morda k teme vrnil še nazaj, ker zdaj sem se čisto izgubil, bomo rekli takole, knjiga ali glasba. Glede to, da pač pišeš že skoraj celo življenje, če pa daš pol sam glasbo zraven. Kaj imamo? Mogoče je zvočni CD oziroma zvočna knjiga. Ne, jaz to združujem kot avtor glasbe in besedil, recimo. Ker vedno iščem ta nek ritem, pa neke skrite pomene, mogoče med vrsticami pa to. Tako da, ja, pri meni je to kar oboje, z roko v roki. To sem rekel, ko smo se prej s fanti pogovarjali, da bom vprašal, sam preverjam, če je res. Komad važen, da zadane. A je res napisan pač po jointi? Ne. Mislim, ne, zelo malo je takih, ki so tako napisani, ampak... Ampak so. Ampak tako bom rekel, samo neka ideja, kot nekaj, ki se ti utrne, ja, ampak pa večinoma sem pa dokončal vse komade v treznem stanju. Ne, to je bilo v bistvu bolj povezano s Palčkom pravzaprav. Ker je on rekel, da ni važna oblika. Ja, važno, da zadane. Tako, važno, da zadane. In to mi je bilo polna asociacija prav na celotno življenje. Mogoče en od aspektov življenja, da mogoče ni važna oblika ali pa ni važen, ne vem, kako je darilo zavito, ampak kaj je noter, mislim, kaj to darilo je, mogoče. To sem vprašal, ker sem v filmu videl na tisti dan tednu, ki je bila ta zgodba, da sem rekel, to moram preveriti, če je to res. No, pa dajva zdaj res zakorakati v ta največji projekt tvojega življenja, če tako rečemo, ki te po večini poznamo, to je Bigfoot Mama, zraven torej od začetka, vse plate, vse snemanja. Zdajle je že več kot 35 let, ne? A smo vsedeli? Ni še? Manj kot 35. Manj kot 35? 33, ja. 33, pardon, ja, 30, kaj je bila tisto. Ja. Zdaj, ko gledaš nazaj, kaj se misliš?
Ta nasmešek. Kva pa vem, ne vem. Jaz to vidim kot nek kontinuum, ne? Kot, ne vem, rdečo nit mojega življenja, ne? Veliko smo dali skozi, veliko smo se naučili. Če govorim v prvih besedi, veliko sem se naučil, veliko sem dal skozi. Izkusil različne plati življenja. To je to, kar ti da rock'n'roll, recimo, ki ga mogoče nekdo, ki se ne ukvarja s tem, ne doživi ali pa ne more raziskati tako, ne? Ker je treba vedeti, da ta služba je v bistvu se dogaja vsak teden na nekem drugem kraju v Sloveniji, ne? Če govorimo o koncertih, ne? Tako da se srečuješ z različnimi ljudmi in kaj ne rečem, ne vem, ne bi zamenjal za nič, no, mislim. Ne bi šel še enkrat skozi, ne bi pa zamenjal za nič. Ne bi šel še enkrat skozi? Pa mojem, da ne. Zakaj pa ne? Kaj je to enih, če bi vedel, kaj me vse čaka, mislim, govorim zdaj seveda o teh negativnih plateh, raznih stresih in negotovostih in recimo, ne vem, nesrečnih naključij ali pa kaj. Je kar težko, no, dokler ne prideš skozi tisto fazo, ko ugotoviš, ko se ta mentaliteta ne prevesi v modrost, recimo, ne. Ko začneš dojemati, da so tudi te negativne plati, recimo, ne vem, pomemben del razvoja, ampak marsičesa pa recimo ne bi še enkrat doživel, ne. Teh kakšnih slabih stvari, no, vseh ni bilo dosti, ampak je pa res, da mogoče brez njih pa ne bi bila ta rdeča nit taka, kot bi bila. Ja. Pač, ne. Le zdaj z Big Foot Mamo sem se spomnil na tisto, ki sem hotel prej zafilozofirati. Pa ste vi normalni knjiga, tudi komad normalen pri Big Foot Mami. Ja. Tudi v enem intervjuju si rekel, kaj pa je normalnost, zate je pač normalno, da spiš do enih, do dveh. Ja. Ne? Ja. Evo, a za nalašč delaš kontra, da si nenormalen? Tu sem. Ja, Že veš prav uno, kaj je pač. Kdo je rekel, da jaz nisem normalen? mislim, ni zdaj to za nalašč, ampak jaz bi si želel, da bi prej vstajal, ne. Jaz bi si želel prej vstajati. Da si to je sam primer tega, ne? Ja, na primer, ne. Ali pa, ne vem, je pa res, da težko si predstavljam, da bi jaz hodil 8 ur na dan v službo, zjutraj, da bi šel v službo in potem si do, ne vem, popoldneva ali do večera so danes v službi, ne. To se meni zdi sužnjelastniško in nenormalno. To se meni zdi nenormalno, recimo, za človeka, ne. Pol pa so pač taki privatne zadeve, zdaj družino imeti, pa to je to normalno ali ni. Eni pravijo, da je to pač normalno, meni se to ne zdi glih zdaj nujno normalno, ne, recimo, ne vem. A jaz to delam za nalašč? Ne bi rekel, no, mogoče v najstniških letih si... Veš, malo upornik brez razloga. Ja, to si v najstniških letih, ne. Ja. Zdaj pa je to dejansko stil življenja, v katerem jaz uživam, oziroma ki je meni normalen, ne, ki je meni najbolj sproščujoč, najbolj neobvezen, brez presinga, brez nekih velikih stresov, no, mislim. To je bil ta filozofski moment, ki sem ga hotel. To je to. Ful sem bil presenečen, ker sem pač delal malo researcha za ta pogovor. Se pravi, glede Big Foot Mame nisem rabil dosti pogledati, ampak nisem pa vedel, tu sem pa bil začuden, da si ti avtor skladbe Sam prijatelja. To sem bil pa začuden. Zakaj? Ker sem mislil, da je to Gušti naredil. Zakaj? Zato, ker sem imel pač v ozadju tisto Gušti je delal prve plate, ti si jih naredil par, ampak je bil on. Tako, ja. In nisem vedel, da je pa Sam prijatelja tvoj. Sem bil pa kar ono, wow. Ja. A resnična izkušnja? Resnična izkušnja, ja. Ena deklica, to je bilo 30 let nazaj, ne, ki sva se veliko družila, ampak nikoli ni prišlo do nečesa več, ker čim sem jaz probal, je rekla, da ne, da pač da so sam prijatelja, ne, to se mi zdi malo tako na tega, ne, ker skozi neko ono upanje, pa ko prideš pa do zraka. Ne, ni bila nobena zraka. In potem sem iz te jeze ali pa frustracije sem se malo poigral, no, s temi mislimi, pa in si mi pa tudi povedal, ne, da je to... Ja, vej. Ja, vej. Dober. Jaz bi kdaj ljubosumen na Guštija, ki je prevzel žezlo na začetku, kar se pisanja komada tiče?
Mislim, zakaj bi bil ljubosumen, pač on je bil najbolj kreativen in pri nas je bilo vedno v bendu tako, da tisti, ki je najbolj kreativen, tisti pač največ prinese komadov in tistega se naredi. Ne. Če sem jaz prinesel samo 2, sem pač prinesel samo 2, nobenih... Nisi hotel recimo tekmovati z njim ali pa kaj? Pa zakaj bi tekmoval? Se ne moreš v muziki tekmovati, ne. To je res. Muzika ni tek na 100 metrov, ampak je izraznost tvoja lastna kreativnost, ne. Drugače, če pišeš komade na način, se pravi, da se usedeš s kitarco, malo se sam posnameš, pa pol daš fantom za preposlušati? Ja, še vedno. Ja? In to se v bistvu zdaj kar obrestuje skozi vsa ta leta, ne? Zdaj je taka tehnologija, da lahko mi to, zdaj prvič v bistvu, včasih sem se posnel na kaseto, pa sem vsakmu presnel. Ja. Pa so bili te CD-ji, ne? Pa sem tudi pošiljal, mislim, vsakmu zapekel in potem razdelil. Zdaj je pa tako, da se da na Google Drive, ima vsak takoj dostop in posluša. Zdaj se lahko tudi, ne vem, stiša bobne, stiša kitaro, da se lahko vsak pač naredi neko svojo to. In se obrestuje, ja, to je najboljše, ne. S tem, da sem ugotovil, da najboljše je, da vsakmu posamezno pokažem komade, sem recimo zraven, pa da skupaj poslušamo, ampak z vsakim posebej, ne, tako da dobim od vsakega nekako mnenje in potem vidim, kje smo, ne. Okay. Kaj se vam je zdaj recimo spremenilo med člani po teh 30 plus letih? V teh 30 letih ali po teh? Po teh. Kaj se je v tem cajtu, kaj se je spremenilo zdaj, ki ste mičko starejši, ne? Kaj je tisto, da se je spremenilo? Življenje je postalo preveč normalno. Pa smo spet tam. Mislim, saj za večino bendov, no. Ja, glej, ko smo bili stari 20 let, je jasno, ne, nobene odgovornosti, živiš pri starših, vsem ti je, kaj ješ, kdaj spiš, pa to, ne, in vse, kar te zanima, je muzika pa punce, ne. Ja. Življenje pa seveda EMŠO prinese svoje spremembe in čisto normalno je, da so si fanti ustvarjali družine, recimo, tudi neke jobe, recimo, neke službe, več odgovornosti, ko imaš otroke, jih moraš v šolo peljati, moraš zjutraj vstajati, ki jih moraš peljati tja pa tja. In moraš majčkeno bolj racionalno načrtovati, kdaj boš noč preživel na prostem, ne. So se verjetno spremenili tudi backstage, ne? Ja, no... To ne bom zanikal, ne bom potrdil, no. Ne, a je ta preskok, ne vem, za Green Day vem, da so včasih pač imeli zadnji od drog, alkohola, zdaj pa pač prav zahtevajo, da je zadnji zelenjava, sadje, take stvari. Je kakšen tak preskok? Tudi zelenjava je taka, ki lahko jemljemo kot droga. Ne moram reči, da se tle kaj dosti spremenili se je količina, ne. Količina, seveda, telesa več ne prenesejo toliko strupov. Ampak še vedno pa, a veš, to je ta dilema, ne. A bom se odpovedal vsem strupom in bom živel do 100 leta, ne, ampak bom užival? Gledal, ja, in tako. Mislim, ne užival, pač, ok, bom zdrav, ampak bom... Da uživaš pol, pa... Ne uživaš, da pač da ne uživaš, ne, da pravzaprav... Ja, navezuje se že za naprej, ne? Ne živiš zdravo, ne, živiš zdravo, ampak ničesar tako, ja, ničesar ne počneš, ne, mislim, tacga, ne. Ali pa si rečeš, lej, bom še naprej se predajal strupom in raznim grehom, ali kva. Ko gre. Pa dokler gre in uživaš pač dokler gre. Tako je recimo Lemmy iz Motorheadov, ne, je rekel, glej, jaz bom do konca, kadar bo ta konc, ne. In njegova slavna izjava, če misliš, da si prestar za rock'n'roll, potem si res. Samo on je tudi dobro starost doživel, glede, da je celo življenje pil Jacka. Ni živel 100 let, je živel manj kot 70, samo sem imel pa res dobro. Ja, to je res. Kaj pa vas pol Bigfoot imamo še žene naprej? Točno ta vidik bomo uživali. To, imeti koncerte vsak teden nekje drugje v Sloveniji, to je brez tega praktično mi
ne moramo. Ne. To je res adrenalin, ki ti da res se pravim, pa še vedno lahko raziskuješ svet, nisi zaprt v neki pisarni po 8 ur, ampak dejansko srečuješ različne ljudi, preizkušaš različno hrano, različne odre, različne izkušnje in pa seveda tudi kreativnost. Ne. Eno ploščo bomo ziher še naredili. No, sam še eno. Ja, mislim, če realno gledaš, ne, tuje bende, rečemo svetovne, ki so stari 30 plus let, zelo malo jih recimo dela plošče do v nedogled. Ne. Saj ni to plan, ampak čisto realno, mudi se nam ne, treba nam ni, ampak samo lahko uživamo in delamo, kar nam paše. Torej, komadi so v paci. Zdaj smo jih začeli delati. Ja. Zdaj že dolgo ni bilo nič. Če odštejemo vse, ja. Ja, 5 let, ampak se pravim, zato pravim, da pa ziher smo vzeli še kakšno leto ali 2, se pravi, mudi se, ne. V easy, ja. Kaj pa pri Big Foot Mame še ni bilo narejenega? Naredili ste, plat je kolikor češ, komadov je kolikor češ, nafilali ste vse največje dvorane, Stožice, ni da ni, film ste posneli, akustično ste izdali ven. Dejansko samo še knjiga ostane. Ja, knjiga je tako, ne, zdaj... Serija, evo. Knjiga bi bilo preveč intern te štosi, pa to, ne, neke dogodivščine so mogoče preveč interne, mogoče to ni za širšo javnost. Mogoče knjiga fotografij, ne, to mogoče pesmarica, drugače pa mogoče kakšen musical ali pa kaj takega bi nas zanimalo, ne. To pa še, Ja. Rečemo musical iz vseh naših komadov, pa tako recimo, da bi se postaviš celoto. V zgodbo, ja, to bi bila po mojem fajn ideja, ne. Ali pa prav konceptualen album, da ga pa prav vi naredite. Tukaj je bil recimo, sem spet navezal na Green Day, American Idiot. Ja. In tisto je ratov prav Broadway musical. Ja. Ja, tisto je bilo za eno ploščo, ne. Ja. Ja, jaz sem imel idejo za našo zadnjo ploščo, Plameni v raju, je bila na nek način konceptualna, jaz sem pa videl zgodbo in sem že fantom predstavil prav scenarij pa to. In če ne bi bilo korone, mogoče bi celo to izvedla, ne, ampak zdaj mogoče bi naredil iz vseh komadov, se pravi iz celotne zgodovine, ne. Cel opus. Se kar malo veselim zdaj tega, ker morda še kaj rata. Mogoče, ja. Letos boste igrali tudi recimo na festivalu Laško pivo in cvetje. Ne prvič, ne. Ne prvič. Take festivale, predvidevam, to je res poboža dušo, ne. Ja, mislim, vsak koncert poboža dušo. Tu zdaj recimo, ko smo bili v Orto baru 2 dni, ko smo imeli, pa je bilo recimo, ne vem, po 400 ljudi, je bil užitek tudi na manjšem odru oziroma pač festivali so pa itak stalnica, samo je pač mečkan mogoče direktnega komuniciranja z ljudmi, ki so mečkan bolj odmaknjeni od odra, pa več jih je, ti vidiš samo morje ljudi pred sabo, ne. Tako da obe plati sta predstavljata nek užitek, no. Če se ne motim, ste 2krat že napolnili Stožice? Ja. A je te drugič bilo sem tako, 5 gremo, daj. Ne moč pilati, vse vemo, kako je. Ja, niti ne, ni to tako lahko, kot se sliša, ne. Jaz, ko so me vprašali, koliko časa smo se pripravljali na te druge Stožice, sem rekel, mi smo se pripravljali to 30 let, ne. To je 30 let dela, to ne moš ti kar čez noč, ne. In je bilo mogoče še težje, zaradi tega, ker prvič smo imeli zaprt rdeči ring čisto od zgoraj, zdaj smo ga podprli, tako da je bilo 4000 ljudi več, se pravi 12000 ljudi. Še en nek večji mejnik, je bilo pa mogoče mečkan lažje zaradi tega, ker se je to dogajalo med korono, se je dogajala to vse priprave in so se prodajale karte in smo videli, da bo to šlo v razprodano in na koncu smo vedeli, da nimamo kaj izgubiti in smo lahko bili popolnoma sproščeni, ker smo imeli že enkrat to izkušnjo in je bilo mogoče z tega vidika res lažje. Rekel si že, da ena plata sigurno še, a je še kaj takega, kar se Big Foot Mame tiče, da imate res plan narediti? Bomo naredili, kaj bomo, ampak tu dajmo še. Cankarjev dom, mogoče.
tam še nismo bili. Zanimivo. V neki, ne vem, kakšni varianti. Kaj pa Stožice, prav recimo stadion? Ja, to je pa treba biti malo bolj realen, kar se tiče Slovenije, je pač mehen trg, premehen za stadione, ker se vidiš, da praktično noben slovenski bend ne dela stadione. Že tujih bendov praktično več ni, ki bi polnili stadione, premalo kritične mase ljudi je, da bi se šli to. Mogoče bi z neko zgodbo, z nekim, ne vem, konceptom, bila je ta ideja tudi v igri za 30-letnico našo. Ampak so tudi stroški tako veliki, da pa smo rekli, zakaj pa bi, se rabimo, ne. Riziko, ne. Raje gremo narediti dvorano še enkrat, pa bo ta pokalo po šivih, pa smo naredili svoje. Ne. Pa je to. Kaj pa tebe osebno še čaka? Mava kakšna potovanja, da si prav zdaj imaš naslednjo, se pravi knjiga je tudi zdaj še v delu? Ja, zdaj me je malo ruski predsednik me je mečkan zafrknil, ker zdaj ena od mojih poti je iti po kopnem do Japonske, oziroma po kopnem pa po morju. In do zdaj sem jaz prišel v Rusijo, čez Sibirijo, stran Sibirsko železnico do Bajkalskega jezera. Ja. Tako da zdaj naslednja varianta je, da se vrnem tja z avionom in grem dol, me čaka zdaj Mongolija, Kitajska, pa čez Japonska. Ampak zdaj v Rusijo hoditi ne vem, kako je, moram se pozanimati, tako da zdaj to stoji. No. To pa, drugače pa vmes bova šla še, planirala z Tomijem Megličem v Severno Korejo. Tako da to so nekako te... To so pa plane. Ja. Morda bi kot mama koncert tam imela. Lajbah bi kot mama, evo. Ja ne, zdaj, če bova tam se grdo obnašala, naj jo lahko ta Kim Jong-un tam obdrži in tako da ta dva slovenska benda brez ključnih članov. Brez ključnih članov, pa brez špilov ostala, tako da mogoče bo takrat bodo Lajbah in naši prijatelji mogli posredovati, da nam zdihtajo pomilostitev. Basista se da lažje zamenjati kot pevca. To je tudi resne. Tako da, ja, to. Drugače pa Južna Amerika, tam še nisem bil, evo, to me še čaka. Antarktika, to. Ok, zanimivo. Bi se bo cajt še za zadnje vprašanje, ki pa spet za vsakega isto. Kako pa izgleda tvoj popoln dan? Bi se bo tle noč, ne? Ja, tako da recimo, ne vem, dostikrat grem v naš prostor za vaje. Zvečer recimo se priklopim, si dam YouTube in igram muziko od do, karkoli mi pade na pamet in igram in potem se vedno pride kakšen folk in se vedno razvija v neko žurko, se poje, pleše, pije do jutra in to se zgodi vsaj enkrat na teden, če ne dvakrat. In to so res taki hude žurke, no. To live and die for. Ja. To, no, drugače pa, če pa ni tega, pa spanje, počivanje, sestavljanje križank. Šam Bigfoot mame reče križanke. To je. Ej, Alen Stržaj, hvala, da si bil moj gost. Srečno z Bigfoot mamo. Jaz osebno komaj čakam, da pride nova plata ven, karkoli od Bigfoot mame. Hvala. In, kar Rolling Stones ali pa še dlje. Se vidimo naslednjič. Kava s Červekom. DeLonghi, perfetto, od zrna do skodelice.